Živijo, Luka tukaj. Peter in kanal v naravo. Evo, midva se zdaj prišla do Tržiča. Tele bo zavila in pol šibala parkirati. Kam greja pero parkirati? To boste pa še videli. Spremljite naju. Ja, tako kot sva že rekla, sva v Tržiču, oziroma zdaj kar že precej nad Tržičem in sva na poti do Kofc. Pol pa je plan Veliki Vrh, pa če bo vse po sreč, pičiva še do Kladiva, pa se pol spustiva proti planini Šija, oziroma tale nek dom Šija je, mislim, da je to tudi planina, no, kakorkoli, tam dol in v krožni poti nazaj. Tak je plan. Zdaj pa upam, da nam to uspe, tako. Brez problema, držite pesti. Itek. Pa ostanite z nama, gremo. Danes je izbira bolj slaba, za vikend pa verjetno je kaj. Kakšen pogled je. Še malo pa bo na sončku. Mi pa zdajle Luka razlaga, ko je bilo igrati na svetovnem prvenstvu v florbolu. So bili, koliko en mesec nazaj? Ne, še manj? Ne, zdaj 14 dni nazaj, ja. So igrali na Švedskem. Da mogoče ste kaj gledali na televiziji. Ja, Neke pešpalčke. neke norce. Igrati, ker sem mislim od tega prvega hitrega koraka. Tukaj gor pod Kofcem je kar, če nimaš palc, je za ubit. Sploh čez malo štorast. Tako da palce, pa po možnosti tudi deresce bo marskomu prav prišle. Jaz upam, da grejo še zmer prav. Komerkacije že kar nekaj cajta nisem videla. To je tako, ko se dolgo ne vidiš, pa klepetaš. Pa ne gledaš okoli sebe. Glavno markirna pot je tam malo bolj levo, tako da bo kmalu na njej, ampak jo bo pa za dol posnela. Nekam prihajava. Sem pa, mislim, da pozabil povedati, da gre oba z Lukatom prvič tlele gor z tega parkirišča. Vedno, ko sva šla, jaz sem bil na Kofcah ziher že 8krat, rečemo 7krat. Sem šel drugje sem šel gor, no. Tle čez tole Sotesko, Dovžanovo, po uni cesti. In danes je pa, sem Tonija sprašal, pa rekel, da je tam zasnežen, tako da sem pol sem šel kar tlele, oziroma sem šla, pa nekaj novega spoznava. Kakšen dan nas čaka, pa kakšen prizor je tlele. Zdaj se bo pa tlele malo ustavila, pa bom šel kontra smer razgled pokaževa. Luka se je lotil malo popravljati tale mlajček, da bo stal še nekaj cajta. Zadnji je Triglav, pa Julica, tole zdaj Dobrča. Zadnji kele proti Škofji Loki pa Žirem pa to. Potem imamo tole Kriškovo goro, greben, pa se zaključi s Stolstim vrhom, pa je Storžič. Pa kele proti Jezerskem, pa Jezerskim, pa najvišji vrh ovi Kamniško-Savinjskih Alp. Ja, še kakšno urco pa pol, malo do kele gor. Pa zdaj z Lukatom pogovarjava, so šla ene 4-5 let nazaj, tlele gor.
Na zadnje, ko smo šla, no. Mogoče kakšen let manj. In je bilo tukaj še takole toplo, malo je sicer pihlal, čisto bila poletna, gor se je pa kapa začela delati. Prišel pa pol gor do grebena, se je pa megla čisto naredila, začel pihati, pa mrz, pa res ta prava zima bila gor, res mrz, pa se. Tako da, hribi, tako ga pravijo, se v trenutku stvari spremenijo. Vse pa, ko sem nazaj dol prišel sem, je bilo spet poletje. Še en pogled nazaj. Tukaj je bila nekoč klopca za počitek, pa za zaljubljence. Tamle gor naprej je kladivo, kaj je najen plan. Povem, da je vse spihan, tako da nam nič veselja doliti. Ni dvakrat zreč, da bo zamenjala plan. Tole je pa najen prvi plan. Zdaj so se na hitro odločila, da bo tegale pred kladivom šla, mislim, da je malo kladivo, pa bo pa kar tukaj po snegu dol pičila, pa tukaj pa malo nižji na to pot, ki bi itak prišla do planine Šija, pa nazaj. Čar teh videov je pa tudi, da vi že veste v bistvu, kje sva šla. Saj verjetno bo naslov pisal, pa tudi v opisu, midva pa še ne vejo. Počasi vzpenjava. Tole razpot je, ker se gre gor za Kovce goro, ampak bo šla verjetno, mislim, če bo plan, bo šla tudi čez Kovce goro, čez po grebenu. Da še malo v razgledih uživamo. Zdaj se veliko snega, se gre ponovati kar po telem žlebu do vrha, po pol levo. Zdaj gremo pa še po markirani. Malo čas za počitek pa razglede, je pa kar toplo, ne? Ja, sicer malo piha, sem se vidite pero, nič to ne prije do živega. Tlele zdaj začel pihati, do sem ni, pa malo nižje pihati. Tukaj pa zdaj kupičici. Ampak jaz sem bil lih včeraj na Primorskem na kolesu, pa je bilo ista stvar, samo da tam ni bilo nič snega, kle je pa sneg, temperature iste. Ampak malo močnejši veter tam, ne? Ja, čeprav vprašanje, kaj bo kle za ovinkom. Ja, je pa res, daleč tega, da se kaj pritožvala, ful da malo luštene. Mogoče ti malo kapco šiltom pogrešam. Jaz sem omočala sončne sabo. Čas za oblačenje smo ugotovila, da verjetno manjka, ker zdaj gor ne bo pihalo. Kaj pa to narava naredi. No, semle bo pa nazaj prišla, tere gre do velikega vrha, ima še pa urce. Pol, takole bo boljše. Pol pa kladivo ne bi bilo samo eno urco, kele dol. Bo videla, ko novo bo šlo. Zdaj, ko sem prišel pa tudi na greben gor, je pa tle tudi meja. Desno dol je Avstrija, levo proti Sončku pa Slovenija, ne. Tukaj na sedlu pod velikim vrhom sem ene 10 ali pa še več let nazaj sem prvič belke tlele videl. Belke, mislim, da so tisti bele kure, ki so pozimi čist bele. Glih tlele, vse je bilo zasneženo, še malo meglic, oziroma kar orank megle in so bile tlele. Ja, pa še to še nisem povedal. Košuta, greben Košuta je najdaljši greben gorski v Sloveniji, dolg cirka 10 km in lansklic pomlad smo ga šli prečati, oziroma začetek poletja, tako da bom dal desno gor tudi tisti video. Si ga pogledajte, nujno. So se kar uštela, nič hudo ne piha, tako da nam je zdaj kar vroče. Ja, ampak telih 10 minut do vrha bo že sfajtala. Malo pod vrhom je pa spet en veter nazaj prižgal. Evo ga, dobrodošli na velikem vrhu. Kele dol je
10 km grbena. Na stran smo rekli Avstrija. Tukaj dol, tole je Šutica, pa pol gre meja, tam neče Stari Rebel, pa proti Zelenic, pa na Vrtačo, prej še Palec Zelenjak, tole dol je Stol, tukaj je Zelenica, Begunjščica, zadnji Triglav, Blejsko jezero se lepo vidi, pa proti Bohinju. Pozdravljamo se Bohinjce, pa potem imamo proti Ljubljanski kotlini, zadnji ta najvišji Snežnik, tole smo pa že skozi dal, kaj je spet Storžič, pa Kočne in Grintovc. Tole je pa še selfie z vrha, ne vem koliko ste slišali, ka piha, ampak gremo naprej. Počas prihajamo nazaj tam na razpotje, pa bo zdajle kar po grebenu naprej nadaljevala. To pa verjetno še noben ni hodil, no. Saj zdajle gor je bilo samo par sledi, ne pa videlo, ampak se je v bistvu vseeno. Imam Lukata spredi, pa mi on podela. Ja, zato je imeti pa dober Lukata pred sabo, da tile luknje dela, pa gazi. Mašina se nikoli ne zmatra. Ne, pa ga imaš je ful prav na hrbtniku. Ja, to pa itak, ga imaš ima pa na hrbtniku, ne. Še malo pogleda nazaj, pa proti ulicam. Tole je kladivo. Dobrodošli na Kofce gori. No, se tle prav dolg zadržvala, pihlja, ker pridemo kele naprej. Tam se pa glihna, ko bo šla mim, se pase en trop gamsov. Zdaj ne opazujejo. Bomo videli, da bojo zbežali. Ja, so se že začeli umikati na avstrijsko stran. Ziher jih je ene 15. Kam to snemam. Pa ne čakajo tamle. Ker v rešti so. Prav malo približati, da se jih vidi. Čist na robu so. Da bo je sam na drugo stran smuknili. Tlele nekam za rob so pa šli. Upam, da jih niso preveč splašila, da bo kmalu spet na sončku. Še en krasen pogled. Zdaj se pa tudi tele planine tukaj spodaj pod Košuto lepo vidijo. Eden od številnih mejnih kamnov. Zdaj so začela pa z vzponom proti Kladivu, oziroma Malemu Kladivu. Ja, nič, Luka se je odločil, da grejo na Kladov, pa bo šla pa kar po tej nemarkirni dol, tamle dol pa bom probal približati spet gamsov in kup. Tukaj je pravi raj za, zdaj jih je pa še več, ne.
30 zihar, če ne še več 40. Evo, sem mogel vzeti Pedro kamerico, ki mi jo ne da. Tako da ljudje Gamsov sem hotel povedati, da mi je pa res žalosti me to, ko morajo živali v naravi tekati pred mano, ko se jaz tukaj sprehajam. Tako da to mi je res pač prav bedno mi je, da se bojijo, sicer jih razumem, ampak ja, to mi res ni všeč. Ker mogočno tlele zgleda. Božiček je sicer že mimo, ampak je še dedek Mrz pred nami in Luka se je spomnil nekaj, da bi vam eno uganko postavil. Ok, uganka je, nad kateri višini sva midva zdaj, midva veva, vi ne veste. Probi pa te oceniti, koliko je gor do unga belega mejnega kamna. Se pravi, zdaj je stran govoril, no, mogoče. Do unga, do vrha, koliko ima tle do vrha, ocenite. Ja, povejte točno metrov koliko. Aha, višince. Ja. Ok, pa lahko tudi minute. Lahko bo tudi minute, ajde. Pa bo res pohitela zdaj. Ja, zdaj da se bo oštopila. No, pa zapišite v komentar. Pa like dejte na video. Dajmo. Vsi. Zdaj takoj. 3-4 zdaj. Evo ga. Dobrodošli na velikem kladivu. Imam hitrico. Malo razgled. Luka bo pa timing pogledal. Tole je proti koncu grebena. Tole je proti Olsti Košuti. Pa Košutnikom v Turnu. Tole imamo Dravsko dolino. Danes za čudo brez megle. Tole pa spet greben Karavank naprej. Pa Julici. Ampak Triglav res kam mogočen zgleda. Prav kaj en gospodar tam ven štrli. Tle smo zdaj proti Blegošu pa proti Ratitovcu, oziroma zdaj smo malo Blegošu malo bolj levo. Pa zadnji si Porrazem vid. Tam je Škofjeloško hribovje. Pa zadnji je desno zdaj že je Nanos, pa Snežnik. No, tukaj se pa zdaj kamničke precej lepši vidijo, ne. Tukaj Storžič, tukaj se prav tale ogromen amfiteater nad Jezerskim vid, oziroma zdaj sta dva tega amfiteatra. Noro je. Prej sem hotel že Lukata malo ukarati, kaj ene druge majice nos, pa vidim, da je za na vrh prštimo. Ja, itak, da bom lep za sliko z vrha. To. Boš ti razkril konc uganke. Pa si reče takole, zajec z rokava. Skratka, podatek od tam dol do sem gor je ja, ura je tako zmerna. Ja, ne sme se teči. Ja. To. Zim. Ja, pol zima. Ja. Luka nam je prej na prejšnjem vrhu častil, za jaz pa za pit, jaz bom pa tle. Še en selfie z vrha, proti začetku Košute ali pa konc, kakorkoli, gledamo v drugo smer. To pa enkrat drugič narediva, ne? Ja, meni deluje zanimiv izlet, jale. Siguren. Lahko potrdim, da je. Zdaj pa Pičeva dol, mislim tle spod planina Šija, ali nekaj tazga. Pa kele Dukovc, pa mogoče še tam se malo stavlja. Eno hitro opcijo dol. Kaj je Lušten dol, Lušten je, Lušten je na sončku, tudi tle smo zdaj že kakšno urco. Po moje. Ajde, pičemo. Ja, plezava spet na malo kladivo, ki sem jaz kapo nekje izgubil, pa upam, da je najdeva.
Če ne bo pa kdo od vas našel. No, kape nisva našla, bo pa saj tlele po snegu nekje dol šla, da bo malo bolj zabavno za doliti. No, te verjel, ne, kape nisva našla, no, ampak čas je pa za gamaše. Bova zdaj po snegu šla dol. Evo, ka bojem križal včasih. Pa bo tik tak dol. Zdaj je šlo, večji del poti je šlo po riti. Tako je bila žurka. Imamo tudi nekaj snega. Ja, evo, Luka še malo snega šverca, jaz pa tudi najbrž. Zdaj bo sekala Jančis samo svojo pot. Tako ka ponavad z Lukatom. Še malo pogledam nazaj. Tukaj je pa prav tako novoletno božično vzdušje. Smerekce take lepe, samo še okraske rabijo, sneg, razgledi, sonček, noro. Tamle je kladivo, pa so šla semle, mislim, da je to malo kladivo, nisem 100%. In pol po teli belem jeziku dol. Ne, pardon, po unem belem jeziku, tamle so šla. Pa pol malo desno, pa tukaj dol. Ja, tukaj so pa zdaj, ne. In tukaj desno, okoli tega hribčka, pa pride do te koče, ne vem, ali planina Šija, ali sam se ta koča imenuje. Šija. Tako da, tukaj je okoli zdaj. Drugače poleti, ko so ceste normalno prevozne, je tukaj ful dobro izhodišče za to krožno turo in jaz bi izbral tle, če bi šel poleti. Evo ga, to je zdaj ta Šija, dom na Šiji. Luka pa je pa opazil, da se na kofte že zraufanka kadi, tako da so odprte. Sem vedel, da so neki taborniki ali nekaj takega. Prvo zavetišče na Šiji, taborniški dom, rodu Kriške gore, Tržič. Takle ima pa razgled. Kar kul, bi človek rekel. Kaj pa to, ko imajo tlele na steni borovničevo smer. To pa ni naključje. Če mogoče ne veste, z Lukatom so z borovnice. To bo iskero vprašanje na pesimo. Prihajamo počas na kofce. Sam se z napačne hiše kadi. Dajmo še enkrat tale razgled. Tukaj se pa res praktično cel greben se vidi. Tole gor je kladivo, to je zdaj na sredini kofce gora. To je pa veliki vrh. Zdajle, če bo sreča, ne, nama Ema sestra sporoči statistiko za letošnje leto, ko smo prehodili. Od Petra. Ja, malo tudi od Lukata. Luka ima tudi svojo statistiko na uri. Ja. Jaz sem mogel pa na papir vršiti. Tako da, mogoče. Na koncu planine pa treba v ta pravo smer zaviti, da prideš na ta pravo izhodišče. To pa zdaj ta del poti
po katerem prej nisva šla. Lepo urejen. Tole je kraj zločina. Tukaj sem videl kar po vlaki gor počela. Danes bi šla po markiranje. V glavnem, nič hudega. Tudi če greste po vlaki, prijete na Kofce. In so pa čist cel dan izkoristila tale sonček, da je počašil zadaj. Da nisem samo kape danes zgubil, še dobro, da je tole počakali tle. Takole, midva se nazaj pri parkirišču. To moram reči, plačljivo je 4 evre, kar je čist, se mi zdi, v redu cena. Tako da pohvalno, da so vsaj nekje zmerni teli s cenam. Drugače pa sem moral ostati, da bo oba v kadru. Dobil sem statistiko. Nekje slabih 100.000 višinskih metrov smo naredili skozi tele videe. Obisku sem, oziroma naredili smo, mislim, da 46 ali pa 47 tur, kjer smo šli prek 2000 metrov. Se pravi, nek vrh, ki je višji kot 2000. Potem, kaj je še bilo? Ja, čas. Aha, nekaj čez okoli 620 ur. 620 ur smo storili, pa okoli 1350 km v dolžino se naredili nekaj tazga. Tako. Kar cool, no. Če ste vse to naredili, svaka vam čast. Oziroma, Ja. a mislite, v komentar napišite, če mislite, da je teh 100.000 v redu, ali pač je malo, ali... Malo več je kot lansko let. Lansko let mislim, da je bilo sigurno manj. Tako da, cool, napredujemo. Ta danes tura. V redu. Mislim, Ne, taka, pač mogoče bi bilo lahko več snega, ampak pač Ja. ga ni, tako da to je to. Meni je bila taka pač vseeno dosti enostavna, se pravi, tehnično, ja. mislim, mogoče danes. Takrat, ko Ja. sva pa bila, je bil pa recimo veliki vrh malo v drugačnih razmerah. Tako da, Ja, v tem vremenu pa v teh snežnih razmerah ni bila zahtevna. Ja. Ja. Tako da, kako je rekel Pero, še dobro, da sva s sabo kar prenosila. Pa cepim, pa dereze. Gamaše so ponucala. Ja. Res, Drugače pa koliko si rekel, da je 1500? 1500 višincev. Ja, Nekih 15 dobrih kilometrov. tako da taka kar lušna tura, sploh za zimsko. Tudi, mislim, za poletje super tura, za pozim se pa moraš malo pomatrati. No. Pa malo se jo popestriš, kot sva se jo midva pa je. Ja, to je meni res dobro. Ja. Tako da kle zima zmaga v primerjavi s poletjem. Ja, itek. Imaš še kaj za povedati? Nič. Ja. V Gamsih sem vam povedal svojo težavo. Ja. Drugače pa to je zadnji video v letu 2024. Tako da vam želiva, oziroma jaz vam želim ful lepo praznovanje. Pa naslednje leto pa, da boste nadgradili letošnje leto. Pa da vsak, ki je zdaj prijavljen na kanal, vsaj še enega pripelje. Tako da nas bo drug let čez 10.000. To pa bo številka. Skratka, uživite v 2.25. Ja, Tako da, to. imejte se dobro. Radi se imejte, pejte v naravo, Pa bodite do drugih tudi fejst. uživajte, pa ne se kregate. Ajde. Ajde. En objem Ja. človeku, ki ga imate zraven. Ja. Mija se Ja. bo zdaj objela. Pa to je to. Se vidimo kmalu. Čau.